Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Minister za šolstvo Darjo Felda je podpisal soglasje k imenovanju Ivice Vončina na mesto ravnateljice osnovne šole Idrija, ki jo danes prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Čestitke v ponovnem imenovanju. S kakšnimi občutki ste sprejeli to odločitev? Najprej hvala za čestitke. Odločitev ni bila enostavna, kajti šolstvo doživlja reforme, pretrese in sem kar nekaj časa razmišljala o tem, ali bi se sploh spustila še v tretji mandat. Pa vendarle, potem je prevladalo srce, volja, želja, da v temu vztrajam še naprej. Še pred dobrim letom ste trdili, da ravnateljica ne boste več. Točno tako. Pa vendar sem se potem vprašala, kaj si želim, in na to, kot že rečeno, sem se vseeno odločila, kajti ni mi vseeno, kaj se dogaja z našo šolo. Nenazadnje sem bila tudi edina kandidatka in toliko lažje mi je potem bilo, kajti nisem si znala predstavljati, kaj bi to za šolo pomenilo, ukolikor ne bi bilo nobenega kandidata. Za vami je že 10 let ravnateljevanja na tej šoli, še prej ste pa mislim, da bili 7 let pomočnica ravnateljica. Točno tako. Poznate šolo do konca? Lahko rečem, da ja. Sploh kar se tiče finančnega poslovanja in ostalega poslovanja, seveda tudi pedagoškega dela, pa vendar vsakodnevno so novosti, se kaj zgodi in dokaj dobro poznam, da 100% vse poznam, za tega pa ne morem trditi. Podatek, da imate v šoli 710 otrok, drži? Točno tako. To vas uvršča med večje šole v državi? Ja, res je. Sicer največje šole imajo tudi čez 1000 učencev, a naša šola ima trenutno 710 učencev, od tega jih je tukaj na matični šoli 650 in ostali so pa na 2 podružničnih šolah. Eno podružnično šolo imamo v Godoviču, druga podružnična šola je pa tukaj v Idriji, na katero pa obiskujejo učenci iz občine Idrija in občino Cerkno. Na njej pa izvajamo posebni program in nižji izobrazbeni standard. 115 imate zaposlenih, od tega 86 pedagoških delavcev. To je kar resno podjetje. Res je. Včasih želela bi si, da bi imela več časa, sploh za razgovore in spoznavanje podrobnejšega dela vseh zaposlenih. Kajti 115 zaposlenih je to kar velik zalogaj. In preprosto mi zmanjka časa, želim pa si, da bi ga imela več in bi se njim lahko bolj posvetila. Žal pa zmorem toliko, kot lahko. Na zadnjem svetu staršev ste rekli tako, želim si več pedagoškega miru. Na kaj ste mislili s tem? Pedagoški mir je mišljen s tem, da se posvetim pedagoškemu delu. Se pravi, delo z učenci, z učitelji, in tega nam vedno zmanjka. Država in vsa zakonodaja in vsa potrebna papirologija nam vzame ogromno časa in že po srcu sem učiteljica in kadarkoli je le možno, hospitiram, še raje pa izvajam nadomeščanja in se tudi pridružujem dejavnostim, ki jih izvajamo v šoli. Kajti stik z učenci, to je nekaj najbolj pristnejšega in tega si res želim več. Poklic učitelja izgublja na ugledu, vse manj študentov se odloča za to izobraževanje. Imate sedaj dovolj učiteljev? Trenutno ja. Trenutno pokrivamo kadrovsko celotno, kar potrebujemo, pa vendar bi potrebovali, kako se reče, v tujini imajo navado imeti nadomestnega učitelja. In učitelji so navadni ljudje, so tudi bolni in zbolijo, in pri nadomeščanju je pa največja težava. Kadar razpisujemo za potrebe po delavcih in iščemo za nedoločen čas, takrat večinoma ni problem. Kadar potrebujemo samo za nadomeščanje, takrat pa nastane problem. Zato tudi v šoli velikokrat reorganiziramo delo, zamenjamo mesto učitelja. Skratka, iščemo vse možne načine, kako bi čim bolj optimalno izpeljali pouk. Pa vendar upanje še vedno ni izgubljeno. V letošnjem letu se nam je kar več kot 100% povečala udeležba študentov na praksi.
Kajti v preteklih letih skoraj da ni bilo nobenega, letos smo pa imeli jih že kar 5. Tako da upanje še ostaja. Res pa je še nekaj, število otrok v naši občini se zmanjšuje. Mi imamo v 2. razredu 2 oddelka, v prihodnjem 1. razredu bosta ravno tako 2 oddelka. Drugače smo pa 3 oziroma celo tudi 4 oddelčna šola. Imeli ste pred leti tudi več podružnic, spomnimo se na Vojskem, v Zavratcu, v Rebru, gore dole, sedaj je samo še podružnica v Godovču. Res je. To je kar ena pomembna okoliščina. Ja, zadnjo podružnico, ki smo jo izgubili, je podružnična šola v Zavratcu. Ta ne obratuje zdaj že 2 leti. Trudili smo se, poskušali tako z odprtim dnevom, kot z ozaveščanjem staršev, pa vendar nam ni uspelo. Tam je bilo v zadnjem letu, ko je šola še delovala, 8 otrok, nato pa je žal ostal samo še 1. In odločili smo se, skupaj seveda tudi z občino, da se podružnična šola začasno zapre. So pa še začasno zaprte podružnične šole, kot že rečeno, še na drugih lokacijah, tam pa zaenkrat ni želje po odprtju podružničnih šol v teh krajih. Ker prvi v tej zgodbi so pravzaprav starši, oni se odločijo kam. Ja, starši se odločijo, v katero šolo lahko v svojem šolskem okoliščinu vpišejo otroka. Je pa res, da podružnične šole ne nudijo toliko dejavnosti kot jih matična šola. Ukolikor je manjše število otrok, je tako manj interesnih dejavnosti, največkrat pa tam tudi ni niti jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. To po današnjem času starši seveda najbolj potrebujejo. Ta trikotnik šola, otroci, starši, je trikotnik samo v primeru, če dobro delujejo vsi trije, vse 3 stranice. Kako je s tem pri vas? Lahko rečem, da večina staršev dobro sodeluje s šolo. Se pa seveda zgodi tudi, da nekateri malo manj. Pa vendar, če potegnemo črto, starši lahko na različne načine sodelujejo z nami in to tudi počnejo. Zdaj, v nekaterih primerih jih seveda spodbujamo, najbolj si pa želimo, da bi se starši bolj vključevali na predavanja, ki jih organiziramo na šoli. Tukaj pa jih res, žal, se jih ponavadi udeležili zelo malo. Je pa tako, šola je eno področje, kjer je veliko stvari, ki se tičejo samo šole. To pomeni, da starši v ta področja nimajo vpliva. Recimo, to je lahko strokovno delo, razne in podobne zadeve. So področja, kjer mi kot šola v družino nimamo vstopa in tako je tudi prav. Je pa ogromno področji, kjer si pa lahko gremo skupaj in si pomagamo. In tega želim, da bi bilo čim več na šoli in bi se starši čim več in tudi mi skupaj usklajevali, saj imamo nenazadnje isti cilj in da skupaj pripeljemo otroke do teh ciljev. Poglejmo si sedaj izjavo Vesne Miklavčič, ona je predsednica sveta šole, o teh problemih. Ja, sveto šole, da kot ste omenili, zelo redno spremljamo vse delovanje šole, predvsem pa tudi ta povezanost starši. Šola organizira veliko posvetnih delavnic, svetovanj, organiziranje klub staršev. Kar pa preseneča je udeležba staršev v zadnjih letih. Udeležba na roditeljskih sestankih, kar pada v zadnjih 3 letih. Mislim, da smo zdaj nekje na 63%, v lanskem letu, v preteklosti so bili procenti nad 75%. Zaskrbljena pa tudi udeležba na govorilnih urah. Tam pa drastično tudi stvari padajo. In mislim, da je bilo v lanskem letu nekje 18% udeležba. Mislim, da bi bilo treba kakršnokoli sodelovanje, pa delovanje šole mora potekati tudi v dobrem sodelovanju s starši. Tako pravi Vesna Miklavčič. Dobro sodelovanje s starši, najbrž imate 2 skrajnosti, nekateri starši se slabo ali pa nič ne zanimajo. Na drugi strani pa imate starše, ki se zelo, včasih lahko tudi zelo zanimajo za delovanje šole in predvsem za dejavnost seveda njihovih otrok. Ena od čestitk na Facebooku v vašem imenovanju je bila, da boš dobro krotila starše. Kako bi to komentirali? Zdaj, krotiti starše, to je... Tako je zapisal. Ja. Moja želja je in po mojemu
vseh zaposlenih, tako kot je tudi predsednica omenila, je, da bi čim bolje sodelovali. Ja, starši imajo radi svoje otroke in ker jih imajo radi, so tudi preveč zaščitniški. Težko je, dobro je, da učenec kdaj okusi tudi nekaj neprijetnega. Pa vendar svojega otroka gledati, kako doživlja nekaj neprijetnega, je to za starše res težko. Pa vendar, v življenju ni vse z rožicami poslano in zato je prav, da se otroku omogoči tako doživetje neuspeha, kot doživetje uspeha. In to so tiste stvari, s katerimi lahko otroke pripravimo na življenje. So pa seveda tudi starši, ki pa z nami bolj malo sodelujejo, kljub prigovarjanju. V nekaterih primerih žal moramo vključiti tudi zunanje inštitucije, res tega je malo, vendar se pa dogaja. Žal, tako je. Imate pri vzgoji tudi neko konkurenco v zadnjem obdobju, bi lahko rekli, da Facebook pa Snapchat pa TikTok pomembno vplivajo na razvoj otrok? Seveda, ne nazadnje je to družba, v kateri zdaj živimo, v kateri je zdaj vse dosegljivo, bi pa samo popravila, Facebook pri otrocih ni popularen. Facebook je pri nas odraslih. Facebooka otroci ne uporabljajo, so pa zelo aktivni na TikToku in pa na Instagramu in seveda tudi na Snapchatu. To je ena izmed stvari, ki jo mi kot mladi, ko smo bili mladi, nismo poznali. Zdaj je pa to res šlo v obsežnosti. Žal ne znamo postaviti pravih meja. Brez tega ne bomo mogli živeti. Da bi rekli, bomo prepovedali telefone, bomo prepovedali tablice, karkoli, ne bo šlo. Žal nam manjka nek ta pravi pristop. Največkrat je problem to, ker otrok čisto prezgodaj dobi neko napravo v roke, zato da se kratkočasi. Se pravi, da se ga otroka zamoti, da pogleda risanko in ta otrok zase igra. Tu je tista meja, ki bi jo mogli mi, kot odrasli, postaviti. In ena izmed mojih večjih želja je, in že večkrat omenjena tudi na raznih združenjih, da bi bilo potrebno v osnovno šolo uvesti predmet računalništvo. Ampak kot obvezni predmet, ne tako kot izbirni predmet, in to skozi celotno 9-letko, kjer bi lahko otrokom postopoma prikazali tudi prednosti računalnikov in mobitelov in sploh teh elektronskih naprav, ker ne nazadnje prevečkrat se jih uporablja samo za zabavo. Kako pa gledate na to tekmovalnost? Vse pore naše družbe, naše skupnosti se je ta tekmovalnost naselila, najbrž tudi v šolski prostor. Tudi ja, tudi mogoče zato, ker želimo ali pa težimo že kot družba k nekemu perfekcionizmu. Vsi bi radi bili najboljši, pa vendar ne gre. Je pa res, če gledam skozi šolstvo, je težava v tem, da je celoten šolski sistem naravnan na ocenah. Če nima zadostnega števila točk, ne moreš na srednjo šolo. Če nima zadostnega števila točk, se pravi dobrih ocen, ne moreš na določeno fakulteto. In že ta borba za te ocene je čisto prezgodaj in ta miselnost nas tudi vleče v to, da želimo biti perfekcionisti. Na drugi strani pa ugotavljate, sem prebral v enem od vaših poročil, da ima že 10% otrok odločbe za uveljavitev statusa različnih potreb, posebnih potreb. Ja, to so učenci s posebnimi potrebami. Žal ta trend zelo narašča, ne samo na naši šoli, in v povprečju v Sloveniji je teh otrok 11% na šolo. So otroci, ki potrebujejo pomoč. Ali so to čustveno-vedenjske motnje, ali je to ADHD. Skratka, otroci imajo določene potrebe in prav je, da jim pomagamo. In včasih nismo bili tako občutljivi na te otroke. Zdaj se pa izkaže, da z marsikatero pomočjo in s to dodatno strokovno pomočjo, kot jo izvajamo, otrok zmore. Nekje pa tudi ta odločba ne zadošča in se izkaže, da je pač mora priti tudi do spremembe programa. To pa niso samo otroci, imamo pa tudi otroke s drugačnimi posebnimi potrebami. To so večinoma učenci, ki potrebujejo pomoč pri učenju in to, kar sem jih prej omenila, so pa učenci, ki so sposobnejši.
Z njimi pa izvajamo raziskovalne tabore in tudi njim posvečamo pozornost. Ne smemo metati samo učence s težavami pri učenju v en koš. Imamo tudi te učence. Res pa je, da učenci, ki so nadarjeni, nimajo odločb. In zato podatek, da imamo okrog 10-11% učencev na šoli, je pač pravilen, ker te odločbe lahko preštejemo. V zadnjih mesecih je šolski prostor v središču pozornosti tudi zaradi groženj o nasilju. Je vaša šola varna šola? Jaz mislim, da je varna šola. Nimate težav z neobičajnim obnašanjem otrok? Zaenkrat ne. Pa vendar nasilje je tudi na vaši šoli prisotno. V poročilu ste navedli kar nekaj takih primerov, ki so zaskrbljujoči. Ja, vse, kar beremo o nasilju, se takoj vidi in sliši zaskrbljujoče. Dejstvo je, da se zdaj pod nasilje imamo več vrst. Imamo fizično nasilje, psihično nasilje, spletno nasilje, sploh tega zadnjega je v zadnjem času zelo velik porast. Pa vendar, težko bi rekla, da je nasilja več. Kajti mi kot šola zelo veliko delamo na preventivi. Mi smo vključeni v program NEON in izvajamo zelo veliko delavnic, s katerim spodbujamo otroke, da se, če drugače ne, zaščitijo pred nasiljem vsaj tako, da čim prej nekomu to povedo. In odkar izvajamo ta program in odkar je tudi govora o porastu nasilja, so otroci zelo bolj odprti in večkrat pridejo in stvari povejo. Tako da ga je več težko reči, kajti včasih je bilo to pa zelo zamolčano. Se pa srečujete s temi odklonilnimi pojavi tudi že na nižji stopnji? Ja, žal se je pa ta problematika spustila nižje. Včasih so bili to otroci na predmetni stopnji, zdaj pa se zelo spušča v drugi, tudi tretji razred, teda imamo tudi, seveda tudi z njimi delamo, izvajamo delavnice, posvete, predavanja. Probamo po največji moči, kolikor zmoremo. Dejstvo pa je, da nasilje se ne dogaja samo v šoli. Nasilje se dogaja tudi izven šole in tudi v popoldanskem času. Če želimo zmanjšati nasilje, potem je najbolje, da čim več sodelujemo starši in to je ta tisti trikotnik, o katerem smo prej govorili. Šola lahko obvešča, posreduje, seznanja, pa vendar en delež, kar se tega, sploh pa spletnega nasilja, je prav, da se tudi ukvarja z njim tudi starši. Zabeležili ste tudi primere verbalnega nasilja in nasilja nad učitelji? Žal, tudi do tega pride. Kako odreagirati v teh primerih? S čim bo zdravo pametjo? Najprej seveda poskrbeti za varnost. To je prva stvar. In potem seveda ozaveščanje in vključevanje ostalih služb. Poglejmo, kaj o tem nasilju meni Karmen Lamprecht, predsednica sveta staršev vaše šole. Ja, smo zaskrbljeni s situacijo, tudi budno spremljamo in jaz kot starš in tako kot svet staršev, v katerem sem v funkciji predsednice. Mi sodelujemo s šolo aktivno, tudi šola organizira razne delavnice, govorilne ure, roditeljske sestanke. Vidimo pa tukaj, da udeležba prisotnosti staršev na teh zadevah kar upada. Meni se zdi zelo pomembno, da starši bi mogli biti vključeni v sodelovanje šole, torej otrok šola starš, in samo na tak način bi lahko dosegli že v fazi preventive, da se te zadeve pač reši. Najbrž se jih povsem izkoreniniti ne bo dalo, z veliko potrpljenja in doslednosti pa nekaj manj vendarle. Zagotovo, predvsem pa, kot sem že prej omenila, sodelovanjem tako nas in skupaj opazovanjem staršev. Mi sodelujemo tudi s policijsko postajo Idrija, velikokrat nam priskočijo na pomoč, tudi izvedejo kakšno predavanje. Če bomo kot družba želeli, da bo manj nasilja, potem moramo vsi delati v tej smeri. Dejstvo je, kadar si zadamo nalogo, potem nam izpolnitev te naloge zahteva tudi nekaj naše energije. In to je treba vložiti in ko bomo vsi imeli jasen cilj in željo po temu, se bojo zadeve izboljševale. Je pa res, kot sem že prej omenila, otroci o nasilju več govorijo, kot so včasih. In to je že ena dobra stvar in smo že na dobri poti.
Posebnost vaše šole je tudi ta v zadnjih letih, da imate veliko otrok, ki njihov materin jezik ni slovenščina. Koliko teh otrok imate v šoli? Zdaj, to je težko procentualno ali pa kakorkoli številčno povedati, kajti ministrstvo zapoveduje oziroma smatra otroke, ki so prvo ali drugo leto prišli iz tujine k nam, kot učence priseljence. In teh imamo v povprečju na leto med 8 do 10. Imamo pa tudi še veliko otrok, ki so pa tudi že več let tukaj, ne samo 2, ki tudi še ne govorijo slovenščine. Pa vendar, z otroki dobro delamo, kajti imamo poleg pomoči, ki jo nudi država, imamo tudi prostovoljca, Naceta Breitenbergerja, ki z nami že vrsto let sodeluje in se posebej ukvarja s temi učenci. In napredek je očiten in ti otroci v jeziku tudi dobro napredujejo. Težava so pa starši. Očetje mogoče že še, mame pa redko, da obvladajo slovenski jezik in tu je težava v komunikaciji. Zdaj, po eni od analiz naj bi imeli kar tretjino otrok na šoli, ki doma pač govorijo nek drug jezik. Zdaj, to je težko opredeliti. Težko, kajti ni enostavno, no? Teh podatkov nimamo. Nimate, se pa število teh otrok povečuje. In recimo, kot že po prej omenjeni definiciji, smo mi pred 2 leti imeli 10 učencev na šolsko leto in ker jih imamo določeno število, na ministrstvo sistemizira delovno mesto učitelja slovenščine. Letošnje leto pa lansko leto pa te sistemizacije ni bilo, se pravi, bilo učencev manj. Ampak pri nas se soče tam nekje med 7 do 10 na šolsko leto. Učencev, ki so prvo oziroma drugo leto pri nas. Načeloma pa se otroci hitro naučijo. Zelo hitro. Otroci so prilagodljivi, se znajdejo, pomagajo in sploh nimajo težav. Načeloma, večina. Se seveda najdejo tudi posamezniki, ki jim pa gre nekoliko težje. Že prej ste omenili Naceta Breitenbergerja, po novem častnega občana. Ja. On pri vas poučuje že 12 let kot prostovoljec. Ja. Vsak teden, mislim, da 2 dni prihaja na vašo šolo. Poglejmo, kaj je povedal v kratkem pogovoru. Ja, tako je bilo to pred 12 leti, ko sem odšel v pokoj, sem se pravzaprav vrnil nazaj po pogovoru s vodstvom šole takratnim in pedagoginjo Nevijo Felčevo, da bi morda pa pomagali tem otrokom še na en dodaten način. In je bilo kar razumevanje, jaz sem bil pa tudi za to in sem pač začel in delam še danes. Čisto redno 2-krat na teden so po nekaj ur, torej pri meni, jaz prihajam v neko učilnico, učenci iz različnih oddelkov se tam zberejo in tam se učimo osnovnih izrazov, osnovnega pač dvogovora, pogovora, osnovnih besed, pa še malo te naše slovenske, bomo rekli, kulture, slovenskih običajev. Vse to je treba nekako, oni se vključujejo v to okolje. To je v bistvu nadstandard te šole, ne? Sej njim pripada prvo leto, to bo ravnateljica ali pa nekdo bo že povedal, kako to je, da ne bom jaz ministrstvo nameni nekaj sredstev in nekaj ur, ampak 1 leto mislim, da je to. Meni se zdi to povsem napačno, povsem premalo, zato to dodajam. Vsako uro 7 ur delam na tej šoli z vsem veseljem. So različnih narodnosti, v glavnem seveda z naše bivše države, Jugoslavije, in mislim, da tudi je viden določen napredek, da so tudi hvaležni in mislim, da je to delo kar potrebno. Tako pravi Nace Breitenberger, bi se strinjali z njim, da bi morali ta sektor pojačati? Število ur. Da. Kot je že Nace omenil, mi izvajamo nadstandard. Se tudi strinjam, da bi bilo potrebno povečati število ur, ampak to je zadnje čase velik problem v Sloveniji, na to smo omenili tudi že ministrstvo in
se trudijo in rešujejo in iščejo rešitve za te učence. Pa vendar, kot je že Naci omenil, mi imamo nadstandard in to je res nadstandard. Učenci imajo Naceta radi in radi prihajajo k njegovim uram, ker se tam dobro počutijo in res smo mu hvaležni, da je z nami že toliko časa. Kakšna bo šola čez 5 let, ko boste sklenili ta vaš nov mandat? Jaz si želim predvsem varno šolo. Šolo, ki bo seveda uporabljala tudi tehnologijo, ampak na pravi način. Moramo povedati, da se svet tako hitro spreminja, da težko napovem, kaj točno bo čez 5 let. Zato si tudi želim, da bi vso to znanje, vse te spretnosti, vse te veščine, ki jih sedaj ponujamo in jih skušamo dati, otroci kasneje čim bolje uporabijo. Zato, kot sem že rekla, ne vem, kakšna bo šola čez 5 let. Ne predstavljam se pa niti, kakšna bo čez 15 ali pa 20 let. In to je tisti čas, ko se bojo ti naši učenci zaposlili. Želim, da bojo izbrali pot, na kateri bojo uspešni, predvsem pa srečni in zadovoljni. Ivica Vončina, hvala za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in vse dobro vam želim v teh prihodnjih 5 letih. Hvala, pa hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.